Lepo pozdravljeni in lepo pozdravljene. Moje ime je Ana Pavlič, sem programska direktorica Inštituta za proučevanje enakosti spolov IPES in sodelavka projekta Terra. Danes bom govorila o spolnih vlogah in spolnih stereotipih, ki so prisotni na podeželju in ki imajo velik vpliv tudi na naše možnosti usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Namen mojega monologa, ki sledi, je trojen. Najprej predstaviti želim ozadje nekaterih najbolj stereotipnih predpostavk, ki vplivajo na naše dojemanje moškosti in ženskosti na podeželju. Z drugimi besedami, govorila bom o tem, kakšni stereotipi določajo vlogo pravega moškega in kakšni stereotipi določajo vlogo prave ženske. Drugič, predstavila vam bom praktične primere, življenjske situacije in rezultate raziskav, ki so pokazale, kako te isti stereotipi vplivajo na možnosti usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. In tretjič, kar je zelo pomembno, želim si, da po poslušanju in ogledu tega posnetka v dan nadaljujemo z utrjenim zavedanjem o tem, kakšne negativne učinke imajo lahko spolni stereotipi tako na moške kot na ženske, kako lahko omejujejo naše možnosti, kako lahko vplivajo na dopustnost našega vedenja in da jih, opolnomočeni s tem znanjem, v življenju znamo najprej prepoznati, reflektirati, nato pa tudi preseči. Najprej se moramo seznaniti z definicijo. Kaj pravzaprav so spolni stereotipi? Evropski inštitut za enakost spolov spolne stereotipe opredeljuje kot vnaprejšnje predstave, po katerih so ženskam in moškim arbitrarno pripisane lastnosti in vloge, ki jih določa in omejuje njihov spol. Spolni stereotipi lahko omejujejo tako razvoj naravnih talentov in sposobnosti deklet in fantov, žensk in moških, kot tudi njihove izobraževalne in poklicne izkušnje ter življenjske priložnosti nasploh. Stereotipi o ženskah so posledica in hkrati vzrok globoko zakoreninjenih stališč, vrednot, norm in predsodkov o ženskah. Uporabljajo se za upravičevanje in ohranjanje zgodovinskih razmerij premoči moških nad ženskami in tudi kot seksistična stališča, ki zavirajo napredovanje žensk. S spolnimi stereotipi so tesno povezane tudi spolne vloge. Obojega, spolnih stereotipov in spolnih vlog, se ljudje aktivno priučimo in torej pri tem ne gre za nekaj, s čimer se rodimo in kar ne bi bilo zapisano v nas. Otroci ideje o različnih vlogah, ki so primerne za moški ali ženski spol, pridobivajo že v najzgodnejšem otroštvu. Najprej seveda od svojih staršev in ožje družine. Ko rastejo, so vzgojeni v prepričanja, ki še dodatno potrjujejo pričakovanja o drugačnem obnašanju in zanimanju dečkov in deklet. Deklice naj bi bile bolj zadržane, sramežljive in mirne, fantje pa aktivni, močni in pogumni. Otroci se v obdobju primarne socializacije odzivajo glede na odobravanje oziroma neodobravanje, ki ga določena situacija vzbudi pri njihovih starših. To pomeni, da se učijo zgledom oziroma da posnemajo ravnanja, ki so jim priča. Podobno se dogaja ob nastopu sekundarne socializacije, ko otroci stopijo v stik z vrstniki, ki se na kršenje spolnih norm navadno odzovejo s kaznovanjem. Vse prisotnost spolnih stereotipov je njihova glavna in morebiti najnevarnejša značilnost. Ker so tako vtkani v naše odnose, medijske podobe, literaturo, oglaševanje in smo v njihov kontekst pravzaprav rojeni že z rojstvom, ko deklicam nadanemo roza, dečkom pa modra oblačila, jih je zelo težko prepoznati. Kakšne lastnosti naj bi torej veljale za pravo žensko in kakšne za pravega moškega? Prava ženska naj bi bila nežna, čustvena, nikoli naj ne bi silila v ospredje, največje zadovoljstvo vidi v materinstvu in partnerstvu, obožuje roza in rdečo barvo, rada se liči in lepo oblači, bolj kot razum jo pri odločitvah vodijo čustva, je šibka in zadolžena za gospodinjska opravila ter vzgojo otrok. Pravi moški naj bi bil močen, racionalen, imel naj bi vodstvene sposobnosti, bil neustrašen, oboževal naj bi modro barvo in avtomobile, pri odločitvah ga vodi in je finančno uspešen. Njegova naloga je predvsem v tem, da za družino poskrbi z finančnega vidika. Spolni stereotipi delujejo torej tako, da ustvarjajo distanco med skupinami, za katere veljajo. V praksi to pomeni,
da za stereotipno pravo žensko, ki naj bi bila predvsem usmerjena v skrb za druge, veljajo popolnoma nasprotne lastnosti kot za stereotipno pravega moškega, ki naj bi bil nadzorovalen, stremel naj bi k uveljavljanju sebe in izražal moč. To nas napeljuje k zaključku, da so ravno spolni stereotipi eden glavnih zaviralcev napredka pri doseganju enakosti spolov. Spolni stereotipi, ki opredeljujejo videz, značilnosti in lastnosti pravega moškega in prave ženske, so sestavljeni iz potenciranih lastnosti, ki v realnem življenju ne morejo veljati za vse pripadnice in pripadnike žensk ali moških, niti jih ne morejo vsi v celoti doseči. V zvezi s tem lahko ti ideali moškosti in ženskosti na ljudi vplivajo izrazito negativno. Zaradi nedoseganja v resnici nerealnih pričakovanj jih lahko spravljajo v stisko in jih na primer napeljujejo k dokazovanjem svoje moškosti tudi skozi agresijo. Mnoge stereotipe, ki danes opredeljujejo vloge in pričakovanja, ki jih gojimo do moških in tudi do žensk na podeželju, lahko povežemo z zgodovinskimi razumevanji spolov, ki jim v sodobnem času ne bi smeli več dajati mesta. V preteklosti so namreč veljale strogo določene vloge članov družine in partnerstev, ki so temeljile na predpostavki, da je moškim namenjena središčna in najpomembnejša vloga. V časih starih, patriarhalnih vzorcev snovanja odnosov je tako denimo veljalo, da so moškim, ki so obenem predstavljali tudi tisti del prebivalstva, ki se je uveljavljal zunaj doma in je veljal za edinega preskrbovalca družine, podrejene partnerke in njuni otroci. Za partnerke je veljalo, da so v svojih aktivnostih omejene na dom in da opravljajo dela povezana predvsem s skrbjo za dom in za družino. Matere oziroma ženske so tako veljale za primarne roditeljice, kot tiste, ki naj bi za otroke in vzgojo znale najbolje čustveno poskrbeti, medtem ko je bila moška skrb omejena z denarnim preživetjem. Po stoletjih vztrajanja tovrstnih odnosov in številnih raziskavah, ki so pokazale na škodljivost tovrstne družinske in tudi partnerske dinamike, lahko od konca 20. stoletja naprej govorimo o prizadevanjih povezanih z aktivnim očetovstvom. Slednje poudarja tudi emocionalno skrb in sodelovanje pri vzgoji in negi otroka od nosečnosti naprej. Kljub temu, da o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, predvsem zaradi bremena neplačanega dela v obliki skrbi za dom, družino in gospodinjstvo, ki ga prevzemajo nase ženske, govorimo najbolj pogosto ravno v kontekstu žensk, je nujno izpostaviti tudi negativne učinke, ki ga ima slednje na moške, na njihovo počutje in na njihove odnose. Moški, obremenjeni s spolnimi stereotipi, ki od njih terjajo veliko uspešnost na področju dela, uspeha in kariere, se po drugi strani lahko soočajo s situacijo, v kateri se neravnotežje nagiba predvsem v smer dela. Poleg tega, v zadnjih letih mnogi moški ob želji po sprejemanju aktivnejše starševske vloge naletavajo še na neodobravanje in nerazumevanje tako delodajalcev kot širše okolice, kar je pokazatelj tradicionalnosti spolnih in starševskih vlog v naši družbi. Neplačano delo predstavljajo obveznosti, ki so za preživetje družbe in posameznikov ter posameznic seveda nujno potrebne in od katerih imamo korist in dobrobit vsi. Zato je seveda zelo pomembno, da smo vsi enakovredno vključeni tudi v izpolnjevanje teh obveznosti. Gotovo ni nič narobe s tem, če se v partnerskem ali družinskem odnosu po pogovoru ženska odloči, da bo nase prevzela večji del tovrstnega bremena. A to mora biti njena želja, nekaj, česar ne smemo zamenjati z domnevno naravno željo in potrebo žensk po tem, da neopazno skrbijo, čistijo, kuhajo in perejo za vse okoli njih. Po vsem svetu, brez izjeme, ženske opravijo kar 3/4 neplačanega skrbstvenega dela, ki mu posvetijo povprečno od 2 do 12-krat več časa od moških. Zaenkrat na svetu še ne obstaja država, v kateri bi moški in ženske opravili enak delež tovrstnega dela, kar posledično vpliva ne samo na stalno pomanjkanje časa, ki ga občutijo ženske, in s tem tudi na težave pri njihovih možnostih usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, ampak tudi na možnosti udejstvovanja žensk na trgu dela in posledično pri zagotavljanju njihove ekonomske svobode.
Neplačano skrbstveno delo podpira gospodarstvo in pogosto nadomešča pomanjkanje javnih izdatkov za socialne storitve in tudi izdatkov za potrebno infrastrukturo. Neplačana nega in gospodinjsko delo, ki jo največkrat opravljajo ženske, sta ocenjena celo na 10 oziroma 39% bruto domačega proizvoda, kar pomeni, da gre za delo, ki gospodarstvu prispeva več od sektorja proizvodnje, trgovine ali transporta. Kje v praksi poleg neenake razporeditve skrbstvenih del še lahko vidimo delovanje spolnih stereotipov? V plačilni in v pokojninski vrzeli. Ženske so namreč še vedno plačane manj za delo enake vrednosti. V nizkem deležu žensk, ki se odločijo za vstop v politiko, v Sloveniji imamo le 13% županj. V zelo majhnem deležu žensk, ki nastopajo v medijih kot komentatorke aktualnega dogajanja. V tretjini primerov lahko v medijih prisluhnemo ženskam, ob čemer one največkrat razlagajo tako imenovane ostale tematike. Zelo malokrat pa govorijo o gospodarstvu, politiki ali o zdravstvu. V nizkem deležu žensk, ki se odločajo za študij tako imenovanih STEM poklicev, in obratno, v nizkem deležu moških, ki se odločajo za študij poklicev v vzgoji, izobraževanju in socialnem varstvu. V Sloveniji je zaposlenih zgolj 5% moških vzgojiteljev. V široki pojavnosti in normalizaciji seksizma in nasilja nad ženskami. V nizkem deležu žensk na najvišjih vodstvenih pozicijah v gospodarstvu, malce čez 20% žensk, je v Sloveniji v upravnih odborih gospodarskih družb. Kako torej drugače? Prvi korak, ki je nujen pri premagovanju spolnih stereotipov, je sposobnost njihovega odkrivanja in prepoznavanja. Če smo priča spolnemu stereotipiziranju ali pa se zalotimo, da ga izvajamo sami, je pametno, da se ustavimo, za hip premislimo o našem početju in nadaljujemo drugače. Premislimo o vzorcih, s katerimi sami označujemo moške in ženske, in preverimo, če morebiti ti vzorci ne služijo ohranjanju tradicionalnih spolnih vlog in s tem neenakosti spolov. Je moški manj moški, če joče? Je ženska manj ženska, če opravlja poklic in opravila, ki so večinoma v domeni moških? Koristni nasveti, ki vam lahko pomagajo pri premagovanju spolnih stereotipov, so: zavedajte se, da je večina spolnih stereotipov in predstav o moškosti in ženskosti naučena zelo zgodaj, v otroštvu. Premislite zato o vzorcih in normah, ki jih skozi partnerske in družinske odnose ter vaše obnašanje prenašate na svoje potomce in na potomke. Pričakujte in spodbujajte moške in ženske, da si opravila povezana s skrbjo za dom, družino, otroke, starejše in bolne enakomerno razdelijo. Izbirajte aktivnosti, interese, zanimanje in poklice, ki vas zanimajo. Čas je, da presežemo spolna stereotipiziranja, ki vplivajo na izbiro naših študijskih in poklicnih poti, s tem pa onemogočajo razvoj polnih potencialov in talentov posameznikov in posameznic. Vsi si zaslužijo uživati v delu in prostem času, ki je po njihovem okusu, ne glede na to, ali izbirajo mesta, kjer prevladuje en spol. Razmišljajte o enakosti spolov, o tem, kako pomembno bi bilo enakost doseči, in v razmislek vključite tudi moške. Tudi oni so lahko, kot žrtve hegemone moškosti ali moških spolnih stereotipov, pogosto v stiski, a o tem teže spregovorijo, ravno zaradi tradicionalnih spolnih vlog, ki moške odvračajo od izražanja čustev in od iskanja pomoči. Enakovredno spoštujte, upoštevajte in poslušajte doprinose moških in žensk. Premislite o procesih izgradnje družbe, pomembnih dosežkih in ženskah, ki so k temu pomembno prispevale, a žal ostajajo v ozadju zgodovine. Vprašajte se, zakaj je temu tako in kako lahko to spremenite. Opazujte svojo okolico. Zavedajte se, da spolni stereotipi pogosto upravičujejo uporabo seksizma in tudi nasilja nad ženskami. Reagirajte, če ste priča takšnim situacijam. Skušajte pomagati, ustvarjati prihodnost z ničelno toleranco do nasilja.